Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v Kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, danes pa posebna poslastica in sicer tašna, kjer nam bo dr. Židanik povedal kakšno informacijo, ki nas bo spodbudila k temu, da prevzamemo odgovornost za lastno zdravje, kajti veliko lahko naredimo ravno sami zase, s svojimi vsakodnevnimi odločitvami, kaj bomo dali na krožnik in na koncu, kaj bomo dali seveda vase. Vse preveč je nekih terapevtov, zdravilcev, in tudi veliko pritiska na vse te ljudi, zdravnike, za katere kar rečemo, vse njihova odgovornost je, da smo mi zdravi, a vendar temu ni tako. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, dr. Židanik v naši družbi. Vi poleg tega, da pravzaprav privatno prakso imate, ne? V bistvu sem zaposlen pri človeku, ki ima privatno prakso, ja. Ukvarjate se pa s čim? Kako pomagate ljudem? S psihiatrijo in psihoterapijo. Tako da je to splošna psihiatrična ambulanta s koncesijo. Ste pa tudi vegan? Ja. Že 6 let? Vsekakor. Prej sem bil vegetarijanec, pa je žena rekla, da je čas za spremembo in smo se kot družina te spremembe lotili. Pravzaprav kot družina, se pravi vsi skupaj? Ja. Kaj se je spremenilo od takrat? Ste kaj občutili, da je bila razlika? V bistvu ne, ker že prej nismo imeli težav z zdravjem. Mi smo ta premik naredili čisto zaradi etičnega premisleka, ker biti vegan je tisti minimalni etični standard, kar se pričakuje v bistvu od ljudi. To je stvar preproste pravičnosti, s tem ni nič kaj posebnega, če je človek vegan. Tudi običajno ljudje ne gremo na Gosposko, to je glavna cesta v Mariboru, pa ne zakoljemo človeka, da bi ga pojedli. S tem se nimamo kaj trkati po prsih. To je pač, se pravi, osnova, s katere lahko gradimo nekaj več. Kako pa gledate na to, recimo, jaz poznam veliko mamic, ki se zelo obremenjujejo s tem, pa bi rade, da tudi svojega otroka hranijo vegansko, ampak se enostavno bojijo to povedati zdravnikov v tem smislu, da bojo obsojene, da ne hranijo svojega otroka, da ga stradajo in vse te podobne stvari. Kako gledate na vse to? Mislim, da imamo zdravniki, da smo tekom študija dobili preprosto premalo informacij o tem. In da se pozneje nismo potrudili, da bi te informacije pridobili. Zdaj vse te pediatrične zveze, ki so dale neko stališče o veganski prehrani, zdaj imam v mislih našo zahodno civilizacijo, pa tudi te dietetične zveze, nekako so v enem kontinuumu, ampak govorijo v bistvu isto, da je veganska prehrana možna, da je pač treba paziti na B12, na D-vitamin, pa nekatere druge elemente v prehrani, ki jih je pa brez kakršnih koli težav možno nadomestiti oziroma dobiti z veganskim načinom prehranjevanja. No, pa sej vitamin D, zadnjič je bil v naši družbi gospod Ivan Soče, tudi prihaja iz vaših koncev in tudi knjigo o tem napisal, z vitaminom D bi mogli vsi imeti več opravka, ne? Se strinjam, ampak čim kakšen čim problem nastane, potem se išče, kaj je razlog, in se potem pogosto vegane okrivi, da tu pa so stvari šibke. Tak en slabšalen prizvok smo dobili. V bistvu pa gre za to, da ljudje niso pripravljeni na spremembo pri sebi. Veliko zdravnikov oziroma večina zdravnikov danes, če pogledamo, so preobremenjeni, zelo malo časa imajo na pacienta, koliko celo, neki so, ne vem, če imam prav podatek, nekaj minut dejansko, 6, 7, 8 minut. To je vsekakor premalo, da bi človek spoznal tega. Potem imamo po drugi strani, ne vem, nekoga, ki izvaja tradicionalno kitajsko medicino ali ajurvedo, vzamejo si 1 uro časa zase. Zate to je res velika razlika, ampak se bi moral zgoditi premik najprej v pacientov v smislu, kdo je zares odgovoren za zdravje?
Ja, v vsakem od nas je ta bipolarni arhetip bolnik in zdravnik. Ja. Ne? In ko ko nekdo zboli, ne, je zdaj vprašanje, kako išče to svojo pot do zdravja. Ne? Najbolj preprosto je tega zdravnika v sebi izriniti, ne, in ga prestaviti popolnoma v zdravnika. Se pravi, zdravnik je samo zdravnik, bolnik pa samo bolnik. Ne? In oboji se igramo to igro. Ne? Ker bolnik, ko zboli, je najbolj preprosto, da nekdo drug reče, ne, zdaj pa jemljite ta zdravila ali pa zdaj napravite to spremembo in se tega drži, ne, se pravi odgovornosti v rokah zdravnika. Zdravniki pa se igramo to igro, ker je to najbolj preprosto in tudi sami se odtujimo od bolnika v sebi, ampak s tem nekaj pomembnega spregledamo, ker samo naš bolnik lahko aktivira zdravnika v bolniku, s katerim smo v odnosu. In tisti zdravnik v bolniku je tisti, ki ga bo zagotovo ozdravil. Ker drugače bolnik samo čaka od enega pregleda pri zdravniku do drugega, vmes pa nič naredi, vmes je pa pasivn. Ne? Enkrat smo delali raziskavo, kaj je glavni vzrok za pregled pri psihiatru zaradi težav glede uživanja alkohola. Ne? In glavni razlog za obisk pri psihiatru je bila želja za mnenje za invalidsko komisijo. In to je tista pasivnost, ki me pri ljudeh na nek način spravlja v veliko zadrego. No, jaz bi rad, da so ljudje aktivnejši in izkušam pri tem spodbuditi. Ker recimo, sama lahko povem to, res zanimiva situacija je bila v času mojega izobraževanja na zdravstveni fakulteti, sem prakso opravljala na psihiatriji. In nisem našla točno, kje imajo prostore in se jaz tam sprehajam in vidim, tam eni fantje me gledajo, ne, sem jim bila všeč očitno. In pridem jaz do njih, ker sem imela občutek, da vejo, kam me bojo lahko usmerili. In jaz njih vprašam, oni so mislili, kaj, zdaj sem zmenek zmel, ne vem, karkoli. In potem jaz se opravičujem, iščem psihiatrijo, kje pa je. V onem trenutku so spremenili izraz na obrazu in samo tamle, kada sem kužna. Dejansko se o tem ne govori, ne, kadar človek potrebuje se s kom malo pogovoriti, pa tak, ne. Govorim pa tudi o drugih stvarih, ne samo o psihiatriji, ne, ker recimo ljudje, ki imajo raka, ne, pa mislijo, da če se raka izreže, pa opravijo kemoterapijo. Da je to, ne. Ja, potem pa samo, se pravi, živijo od enega pregleda pri onkologu do drugega, ne, kaj pa vmes pa nič ne naredijo zase, ne, nič ne spremenijo. Ampak moje intimno prepričanje je, ne, če ti raka samo izrežejo, če si ti v biološkem smislu isti človek, če so zunanje okoliščine iste, ne, če nisi nič spremenil, je samo vprašanje časa, da se bo rak ponovil. Veliko imamo v Sloveniji kulturno pogojeno v prehrani mesa in pa mlečnih izdelkov. Kaj bi morali tukaj vedeti, da bi mogoče rekli, aha, kaj pa če tega ne bi? Kaj bi morali vedeti? Kaj bi morali vedeti? Katere so bile tista dejstva, ki so vas recimo premaknila in vašo družino, da ste rekli, lej, gremo na veganstvo? Glejte, preprosto nimamo pravice, da posiljujemo, uničujemo, koljemo, zlorabljamo druga živa čuteča bitja. Te pravice nimamo, to smo si ljudje vzeli. Ampak veste, to je plunek v lastno skledo, ker na ta način uničujemo tudi sebe. Že Pitagora je rekel, da dokler bodo ljudje klali živali, se bojo klali med seboj. In tudi raziskave kažejo, da delavci v mesno-predelovalni industriji, da je med njimi dosti več alkoholizma in nasilja med štirimi stenami in to ni naključje. Te stvari so med sabo povezane. Bolj kot spodbujamo agresijo, bolj smo je na nek način deležni, bolj je v našem notranjem svetu in potem pod pritiskom pride do preboja. Ali navznoter, v tem primeru do depresije, ali pa navzven, v tem primeru do skipljivosti in razdražljivosti. Zanimivo, zadnjič smo imeli v gosteh gospo predstavnico iz Agencije za okolje, kjer se mi predstavila tudi podatke, recimo kakšen je odtis vsega tega onesnaženja, ki ga prinesejo živalska industrija kot takšna, pa mi je nekako bolj govorila, da nekako preslišala se mi zdi, da je vse te informacije in mi smo tale prispevek prihranili, da vam ga znova zavrtimo. Poglejmo torej.
Največ, kar lahko naredite za okolje, je, da postanete vegan. Izčrpno poročilo Združenih narodov je namreč živinorejo označilo kot enega izmed največjih okoljskih problemov planeta. Dokazano je, da je zadolžena za 14,5% izpusta toplogrednih plinov, kar je več kot celotnega svetovnega prometa in je tako eden izmed glavnih virov klimatskih sprememb. Z veganstvom pa tudi razmišljamo o naših prijateljih živalih. 2 milijona Slovencev letno pobije 35 milijonov živali, pri čemer gre le za smrti kopenskih živali. Pobitih morskih živali namreč ne štejejo posamečno, statistika označi le skupno težo njihovih teles. Ocenjujejo, da vsako leto pobijamo še približno enkrat toliko morskih živali. Mnogo zdravnikov v Sloveniji opozarja na nevarnost veganske prehrane pri otrocih, vendar bi bilo bolj smiselno opozarjati na nevarnosti nepravilne prehrane. Problem namreč ne leži v veganski prehrani, temveč v kakršnikoli prehrani, ki temelji na živilih iz kravjega mleka, mesa, preveč sladkorja in soli ter procesiranih živil na splošno. Bi se strinjali s povedanim, en del ste celo slišali, sem vam dala mir. Vsekakor, ne. Obstaja 7 stebrov zdravja, ne, ponavadi o teh stvarih govorim, in prvi steber je veganska hrana, ne. Te najbolj poštena in največje te študije prehranske so dokazale povezavo med vsejedo prehrano in med temi nenalezljivimi boleznimi, ki tarejo našo zahodno civilizacijo, kroničnimi, ne, tako debelost s posledicami, visok pritisk, srčna kap, možganska kap, sladkorna bolezen. Kar so tudi največji ubijalci. Tako, avtoimuna obolenja, kot so težave s ščitnico, demenca in seveda rak. Ne? In te stvari so bile vse dokazane tudi z drugimi študijami, ki so objavljene v medicinskih revijah. Potem imamo drugi steber? Drugi steber imava ne vnašati strupov. In sva spet pri veganski hrani. Ker na to, če si mi kupimo zelenjavo v trgovini, če je biološko pridelana ali če kupimo pri sebi, če jo pri sebi pridelamo, ne, potem vse vemo, kaj damo vase. Kaj pa je jedel pujs, kaj pa je jedla krava, na to pa nimamo vpliva. Ne. In dejstvo je, da se strupi nalagajo ravno v živalskih maščobah. Ne. In to težke kovine, škropiva, antibiotiki, prioni, bakterije, virusi, to je vse potem v mesni hrani in to potem dobimo mi, kot to zauživamo. Pa bi človek si mislil, da so ribe zdrave, ne? Pa samo en premislek, ne? Ta naš morski bazen, tu Tržaški zaliv, pa je mulj poln živega srebra iz rudnika Idrija, ne? Reka Pad pa nese vse odplake industrije severne Italije. Ribe se nimajo kam umakniti, to je potem del njih, ne? Teda, ribe so zelo nezdrava hrana. Nacionalni inštitut za javno zdravje je delal analizo sladkovodnih rib, ne? Pa bi si človek rekel, kjera je najbolj zdrava sladka riba, sladkovodna riba. V življenju nisem poskusila ribe, tako da ne bi vedela. Po staru, ne vem. Po staru. In v kateri reki? V Soči, ne? Ker je velja za najbolj čisto reko v Sloveniji. Soško po staru, to sem pa že slišala, da je popularni. Ja? No, in so analizirali Soško po staru, leta 2013, 2015 so izdali rezultate, preveč nikla in svinca in odsvetujejo redno uživanje Soške po strvi. Teda, ta hrana dejansko ni zdrava in ni dobra za naše telo. Pa so pa seveda tu še drugi strupi, kot naprimer kajenje, ne? Pa industrijska področja, skratka, treba je se čim bolj temu izogibati. Potem imamo dobre medosebne odnose in ljudje, sem prepričan, se najbolj pokažejo, kakšni so kot ljudje v odnosu z najšibkejšimi. In to so spet živali in pa otroci. Zdaj, v odnosu z otroci že spreminjamo te predstave. Je že dovoljeno govoriti o zlorabah, o čustvenih stiskah otrok, se že tudi sprašuje in se že dela z otroci in spreminjamo zakonodajo, ne, da ni več dovoljeno otrok pretepati, hvala Bogu. Pri živalih je to področje še pred nami. Ne, v bistvu svobodnih živali ni, vse so popredmetene, vse so olastninjene. Ne, tudi prosto živeče živali, ne, njihova lastnica je država, ki preko lovcev z njimi upravlja. To je katastrofalno.
otroka lahko ravno v odnosu z živaljo naučimo empatije, skrbi za drugega. In s tem, da ne priporočam, da si žival za ta namen nabavimo, ne, ampak lahko pa kakšno žival povabimo v svojo družino, pa in na ta način rešimo življenje, kot seveda enakovrednega in enakopravnega člana. No, potem imamo duhovni steber. Duhovni steber je zelo pomemben, pri nas je v glavnem krščanstvo prisotno, ne? V različnih oblikah, tako rimokatoliška cerkev, protestantstvo, v vseh mogočih oblikah. Ne? In kako naj jaz dosežem en dober odnos z Bogom? Tako da se skušam čim bolj približati njegovi podobi, ki jo je imel za človeka. Ne? Popolni človek v popolnem svetu, v raju. Adam. Ne? In kaj je rekel? Uživajte sadje in zelenjavo. Vse ostalo je bilo po padcu v greh. Se pravi, če se jaz želim čim bolj približati Božji sliki, Božji podobi, je prav, da se odrečem mesnih hrani in drugih hrani živalskega izvora, ker to preprosto hrana ni. Potem imamo telesne aktivnosti, tu so stvari jasne, ne? Tudi raziskave kažejo, da je to zelo blagodejno na človeka. Potem pa imamo še dva stebra. Služba in prostočasovne aktivnosti. Zdaj, dejstvo je, da sta v nas dve energiji, bazični psihični energiji. Ena agresivna energija, ki je namenjena destrukciji, ena pa libido ali ljubezen po domače. Edino, kar destruktivno agresijo nevtralizira, je ljubezen, nič drugega. Sta pa te energiji ves čas nekje v enem ravnotežju. Včasih je ene več, včasih drugega več. Je pa zelo pomembno, katere aktivnosti izbiramo skozi življenje, ker potem se jača ali ena ali druga. Ne? In začnemo že v otroštvu z risankami, ki so zelo agresivne, ne? Z računalniškimi igricami, z izbiro glasbe. Ne? Potem je pa zelo pomembno, kakšen poklic izberemo. Ne? Spravi, vsi poklici vezani na orožje. To je najslabše, kar lahko naredimo za svojo dušo. Mi kot družba potrebujemo policijo, ne, da me ne bi kdo napačno razumel, ampak za posameznika pa ni dobro, da ta poklic izbere, zaradi tega, ker bo večino svojega delovnega časa, kar pomeni krepek del svojega življenja, se ukvarjal z enimi fenomeni, ki so zelo agresivni in z eno subpopulacijo, ki je zelo agresivna. In čim hodimo skozi ta svet z odprtimi očmi, ušesi in srcem, postane ta svet del nas. In dejansko raziskave kažejo, da je pri policistih več agresije med štirimi stenami kot splošni populaciji. Podobna je stvar vojske. Ja. Puška je namenjena samo nečemu, ubijanju. Najbožanju. Gotovo ne. In če smo pripravljeni mi to puško sprožiti, v bistvu še preden ubijemo tistega človeka, ubijemo samega sebe. Tako da to močno odsvetujem. Ob vsem PR-u, ki ga ima vojska, da naj bi čim več ljudi šlo noter. Ampak to ni dobro za človeka. Delavce v mesni industriji sem že omenil, prostočasovne aktivnosti, lovci, ribiči. Šport, pri športu treba biti zelo previden. Ja. Če samo prisluhnemo, ne, te komentarje, kako moramo biti bolj agresivni, ne, kako je treba premagati nasprotnika, kje je to ljubezen. Ja. Ne, in se pravi, na ta način je te agresije vedno več v nas notri. In če pogledamo svet, kako zgleda, gre v spirali nasilja vedno bolj navzdol, vedno več vojne po celem svetu. Če pogledamo diskurs med politiki, ki so naše zrcalo, ne, kaj vidimo? Laž, cinizem, manipulacije, nespoštljivo vedenje. Ja, ampak oni so naše ogledalo, saj mi smo jih izbrali takšne, kot so. Ne? In laž postaja v naši družbi norma. Če se spomnite, v Mariboru imamo mesno industrijo Košaki in imajo take velikanske reklame z sloganom ustvarjeno z veliko mero ljubezni in gor je šunka pa klobasa. Mene zanima, kako je možno z ljubeznijo ustvariti šunko. To ne gre. Absolutno. In veliko je teh stvari. Dajva se še naslednjič malo pogovarjati, prav?
Aha, ok, hotel sem sam zaključiti, da sem prijavil to reklamno kampanjo na oglaševalsko razsodišče in so rekli, da s tem ni nič narobe. Se pravi, da je to trenutek, ko je laž postala resnica. To so problemi v naši družbi. Ja. Sami smo tisti, ki zbiramo odločitve v svojem življenju in doktorja bom še vsekakor povabila in še kakšno bova rekla na to temo. Zdaj imamo celo mi električni avto na občini. Električne postaje, vsako leto še kakšno novo postavimo. Tako da želimo iti v tej smeri, hkrati pa dokazujejo vsa ta naša podjetja, da se da.